če sta prejšnji teden zaznamovali OPS, RTV in VTF, pa se je ta teden vse vrtelo okrog 3 drugih črk. Režija, poženite. Vlada je postavila strožja pravila o izpolnjevanju PCT pogojev. Od srede naprej brez potrdil PCT ne morete niti v službo. Neizpolnjevanja pogoja PCT. Pa PCT pogoj. PCT preverjanje posod. Od 15. septembra naprej moramo vsi izpolnjevati pogoj PTC. Ne morem si zapomniti tega. PCT potrdilo moramo po novem imeti, če želimo vstopiti v trgovske centre, pošte, bencinske servise, cerkve ali v rahlo okajeno žensko, ki smo jo v petek zvečer uspeli pripeljati z bara. Tudi za tega pa potrebujemo PCT potrdilo. Gostinec ne sme postreči nekoga, ki nima PCT pogoja. In iz tega vidika tudi odgovarja za to, da je preveril izpolnjevanje pogoja PCT. Dokazilo mora biti verodostojno, na njem morajo biti podatki, za katero dokazilo gre, kdaj je bila neka stvar opravljena. To je vse res, ampak mene nekaj drugega zanima. Kako dolgo je trajala ta novinarska konferenca, ker ko se je začela, je bil gospod Zajc videti tako, ko se je pa končala, pa tako. To ni Zajc. Aja, se pravi, režija sporoča, to ni gospod Zajc, pač pa gospod Vindišar, se opravičujem. Sam ste si podobna, nista? Kaj jajce. Pa ne mislim, da ste te glavi podobni jajce, kot jajce. Dajmo zamenjati, no. Nisem mislil tako. Režija je danes friski neki. Dajmo to pustiti, pa si pogledajmo, kaj o PCT pogojih menijo povsem navadni državljani. Dokler bo PCT veljal, bomo vsi enakovredni, enaki. In meni se to zdi prav. Držimo se zakona, nimamo kaj. Ta gospod se drži zakona, ne? Ker to, kar dela v tem trenutku, je malo sumljivo, bi jaz rekel. Bolj sumljiv bi bil samo, če bi v avtu imel šele take, virus ne obstaja, šibice pa zemljevid Kamnika. Niso pa vsi tako dobro sprejeli obveznih PCT pogojev kot ta dva gospoda. Protestniki so proti parlamentu, ki ni bil zaščiten z ograjami, in policistom, med katerimi ni bilo pripadnikov posebne policijske enote, pričeli metati pirotehniko. Prižigali in metali so tudi bakle. Ena izmed njih je obstala nad vhodom, kjer so izgredniki kljub večkratnim pozivom, naj se razidejo, pritisk še stopnjevali, je policija nekaj čez 8 uro zvečer na trg vrgla solzivec. Dobra novica je ta, da to niso Troha in njegovi proticepilci, slaba pa, da jih je več, pa da imajo bakle. Je pa iz izpolnjevanja obveznega PCT pogoja prišla ena spodbudna vest. S širitvijo obveznosti PCT pogoja na vse večji krog državljanov v cepilnih centrih opažajo izjemno povečano zanimanje za cepljenje. Dočim smo, na primer, zdaj nekaj tednov nazaj opazovali takšen trend, da je bilo v celem tednu tam do 1000 cepljenih, ne? Zdaj pa skoraj v enem dnevu toliko. A ste videli, da smo našli način, kako bomo najlažje dosegli večinsko precepljenost? Ne z nasveti zdravnikov, pa mnenji strokovnjakov, pač pa s tem, da drugače ne boste smeli trgovino po nove gate. Najprej noben ne zaupa cepivom, ki so še eksperimentalni, če vas pa ne spustijo v H&M, bi pa kar naenkrat 2 odmerka, pa še poživitvenega za svoj. Ampak glavno je, da nam je vsem jasno, kdaj vse moramo upoštevati PCT pogoje in kdaj nam ni treba. Tudi za vse obiske, za stranke na centrih za socialno delo in drugih inštitucijah, tudi zavodov za zaposlovanje, in ta pogoj ni zahtevan, ko gre za družinsko nasilje, ko gre za kakšne nujne posege. Gospod Cigler Kralj je ravnokar rekel, da je PCT potrdilo zahtevano ves čas, razen ko gre za družinsko nasilje. Takrat ne potrebujemo nobenega potrdila, samo mlatimo po ljudeh, ki so nam blizu. Jaz moram reči, da se veselim prihajajočih praznikov. Spet ni tepen. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.